Brazilci imajo na svojih dresih resda največ zvezdic, a svetovni prvaki v nogometu so Evropejci. Spomnimo, da so ta šport izumili v Evropi. Od leta 1930 so evropske države osvojile 10 od 19 svetovnih prvenstev. 4-krat Italija, 3-krat Nemčija in po 1-krat Francija, Združeno kraljestvo in Španija. Kaj pa lestvica FIFA? Ta znanstveni seznam se lahko kosa znanostjo iz Evropske vesoljske agencije. Kako visoko se uvrščajo evropska moštva? Znova, Evropejci so na vrhu. Španija, Nemčija in Portugalska zasedajo prva 3 mesta. Manj zaslug za zmage nam pripada na evropskih prvenstvih. Navsezadnje smo Evropejci edini, ki se jih udeležujemo. Evropsko prvenstvo sta po 3-krat osvojili Nemčija in Španija, 2-krat pa Francija. Zneski, ki jih televizijske hiše plačujejo za pravice prenosa nogometnih prvenstev, so v zadnjih letih astronomski. Angleška Premier League je gotovo najdražja, 2 milijardi evrov na leto. Denar, ki ga plačujejo televizijske hiše, si razdelijo klubi. Italijanski Calcio je na drugem mestu z 960 milijoni evrov letno, sledijo pa Španija, Francija in Nemčija. V evropskem nogometnem poslu igralci, ki dajo gole, privabljajo občinstvo in povečujejo prodajo dresov, zaslužijo po več 10 milijonov evrov na leto. Poleg bajnih plač in denarja za televizijske prenose ima nogomet še eno neprijetno plat – dogovorjene tekme. Vsako leto privrejo na dan dokazi, da so bili izidi več 100 tekem vnaprej dogovorjeni. 15 tisoč spletnih stavnic po svetu zbere do 400 milijard evrov na leto. 80% teh stavnic pa je nezakonitih. Sedež podjetja je težko najti, zaradi česar je težko izslediti denar. 70% kockarjev prihaja iz Azije. Denar perejo tako, da stavijo na drugo- ali tretjerazrednih tekmah. Evropski parlament, Europol in FIFA tesno sodelujejo v boju proti korupciji v športu. Zaostrili so nadzor nad pobiralci stav in uskladili kazni za goljufe. Vendar pa moramo biti tudi mi pozorni, kajti včasih so stvari precej očitne.